Volkswagen Tayron je drugi največji Volkswagen med osebnimi vozili. Čeprav po novem je tudi multivan med osebnimi, ampak ni važno. Tayron v dolžino meri 4,79 metra, tako da je po novem krajši samo še od Touarega, za katerega smo pa itak že zadnjič povedali, da ga bodo morali v naslednji generaciji konkretno podaljšati. Ja, trenutno je daljši od Tayrona samo za 8 cm, je pa Tayron daljši od Tiguana za 24. Ha, še vedno boste imeli daljšega od večine vaših sosedov. Če rabite veliko prostora, vam je za meja še itak vseeno. Bolj pomembne so številke. In v Tayron s 5 sedeži spravite za 885 litrov prtljage. Če hočete imeti 7 sedežev, boste tule noter še vedno spravili za 850 litrov prtljage oziroma za 345 litrov, če bosta zadnja dva sedeža pripravljena nariti zadnjih dveh potnikov. Ampak kaj sploh pomeni 885, 850 in 345 litrov? Z glave si takole kar težko predstavljamo, ne? Zato sem šel raziskovati dalje in ugotovil, da novi Volkswagen Tayron izdelujejo v Wolfsburgu. V Wolfsburgu in v spodnji Saški pa je kar nekaj volkov, potem je Wolfsburg tudi dobil ime. In povprečen evrazijski volk zasede za 331 litrov prostora, kar pomeni, da boste ob dvignjenih 7 sedežih v Tayron še vedno spravili enega celega volka. Oziroma, če boste podrli zadnja dva sedeža, boste tule not spravili 2 volka in pol. Ob podrtih vseh sedežih gre v Tayron še vedno dobrih 6 volkov oziroma za 2090 litrov prtljage. Zdaj pa verjetno vse jasno, ne? Ne? Še vedno ne? Okej. Za Slovence je zelo dobra primerjava, koliko smuči lahko spraviš v avto. In če so tu te lepo pospravljene, jih lahko spraviš kar nekaj. Seveda lahko v Tayron klasične dolge smuči enostavno spravite, zato tudi ima ta sredinski naslon, ki se takole prekucne. Ampak meni so pomembne številke, zato te ven, pa druge not. Evo ga. 6 parov smuči sem normalno spravil noter, pa se še vedno lahko pelje 5 potnikov. Ne vem sicer, zakaj bi imel en rezervni par, mogoče zato, če se kdo od kolegov zraven pelje s Porsche 911 GT3 RS, pa mu vi kot največji car pripeljete njegove smuči, ne? Lahko pa seveda vzamete še manjše torbe. Evo ga, tule noter so palice in smuči in 12 sem spravil prtljažnik, se pravi za pol hotela. V glavnem, prostora je več kot dovolj. Čeprav, bi spravil še veliko torbo, no to čakaj. Ne, pa saj jih je dost. Volkswagen Tayron bo večinoma imel 5 sedežev, ker nekateri hočete imeti največji možni kufer. V vsakem primeru pa je druga vrsta sedežev pomična, tako da je tudi za noge potnikov dovolj prostora. Pri tistih z najdaljšimi nogami je enostavna rešitev, da odvzamete nekaj prostora prtljažnikov. Tayron seveda ponuja dovolj prostora, zato mu pravijo tudi kombi med SUV. Če tudi to za vas še vedno ni dovolj, predlagam kak Crafter ali pa prikolico, ker Tayron lahko vleče kar 2500 kg težko. Zato seveda potrebuje zmogljiv stroj in tukaj je na voljo kar 7 opcij. Osnovni je 1,5 litrski e-TSI s 110 kW, potem 2 dvolitrska TSI-ja s 4-kolesnim pogonom 150 ali 195 kW, 2 priključna hibrida 150 ali 200 kW in seveda klasika 2.0 TDI s 110 ter moj 142 kW, to je 193 konjev. In ta ima seveda še 4-kolesni pogon, da res vleče kot hrust. Menjalnik DSG pa je seveda postal zdaj standarden. Ročnik sploh ni več in po eni strani si mislim, končno, ker večina tako precej bolje vozi, po drugi strani pa so nekateri vozniki malo bolj razvajeni in imajo zdaj malo več časa med vožnjo za telefono, ker je pač roka prosta. Telefon lepo pospravite tule na tole mesto sem, da se bo sam polnil, vse, kar med vožnjo potrebujete, pa je zdaj enostavno dosegljivo na tem res velikem zaslonu in na teh tipkah na volanu. Ja, ta prave so. Volkswagen se vrača k klasiki in to mi je všeč. No, tudi sicer je Tayron zelo klasičen predstavnik SUV-jev, torej velik, prostoren, uporaben, lahko ima 4-kolesni pogon, če vas kdaj odpelje na kako slabo cesto, obenem pa je tudi zelo modern in všečen.